You go, girl. Ena oblika, Aljaž, komuniciranja, o čemer govoriva v Metinem čaju, je tudi protestiranje. Ne? Recimo, da ti nekaj ni prav in se odločiš, bodisi da si posameznik ali pa posameznica, ali pa na čelu kakšne organizacije in razmišljaš o organizaciji protesta. Zdaj, politolog v tebi, kje v knjigah teh je, kaj se reče o protestih. Pač legitimna oblika izražanja mnenj, če je seveda nenasilna in prijavljena ali nekaj takšnega. Ne? Tako, ne, pač pravica združevanja, protestiranja in tako dalje se razume kot eno od osnovnih državljanskih pravic in je kot taka temeljna za neko funkcionirajočo liberalno-demokratsko družbo, za katero so se borili. A imaš feeling, jaz ga namreč nimam, a imaš feeling, da smo v Sloveniji, da gremo dostikrat na cesto, ne vem. Da jaz, nimam nobenega občutka. V resnici mislim, da ja, če upoštevava tudi razne civilne iniciative, zbiranja in tako dalje, se mi zdi, da je pač to masovno izražanje takega ali drugačnega nezadovoljstva, ima kar domovinsko pravico. Pa vendar je tega, da bi bila pa res taki masovni protesti, francoskega tipa, če hočeš, ne? Tega se mi zdi, da je pa bolj malo, čeprav... Da jih je veliko malih po, ne vem, 50, 100 ali pa kaj takšnega, ne pa glih, da bi 1000 in 10.000. Tako, okay. Kar je verjetno druga vrsta šport, ne? Kot samo to, da se pač vaščani izberejo in povejo, kaj si mislijo o postavitvi vetrnice ali pa kaj drugega. In sploh pač recimo, da v sodobni zgodovini Slovenije, vsaj med covidom, pandemijo covida, smo imeli ene proteste, pa odtlej seveda še mnogo drugih, ampak tisti so pa res trajali zelo dolgo, zelo konsistentno kolesarjenje v petkih in tudi še kaj drugega. No, ampak sva rekla, dajmo posneti eno epizodo o tem, če recimo želiš komunicirati na ta način, kaj moraš znati, kaj moraš vedeti, kje se to začne, ne? Tako da Metin čaj je to podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo, danes sicer to ne bo tak primer, z njimi živijo in o njih razmišljajo, sta pa obe naši gostji tiste vrste, ki veste, kako s tem postopati. In zato pozdravljam v studiu Metinega čaja, Nataša Posel in Anuška Podvršič, Amnesty International, obema živjo. Lep pozdrav, živjo. No, zdaj pa tako. Preden zavihamo rokave in gremo čist na to temo, o pravici do protesta. Navada v Metinem čaju je, da se gostje vedno na začetku malo predstavijo, pa recimo, da začnemo, Nataša, s tabo. A lahko v par stavkih za tiste, ki te ne poznajo, poveš, kdo si, kaj delaš? Ja, jaz sem direktorica Amnesty International Slovenije, vodim torej ekipo. V Amnestyju imamo 11.000 članov in članic, podpornikov in podpornic, ki so s članarinami tudi omogočajo neodvisnost našega dela. Ne sprejemamo denarja strani države za naše delo, kjer nasprotujemo kršitvam človekovih pravic, izjema so samo izobraževalni projekti. No in ena izmed naših pomembnih tem je tudi pravica do protesta. V Amnestyju imamo trenutno tudi globalno kampanjo Protect the Protest, torej zaščitimo protest, zaščitimo pravico do protesta. Smo pa tudi del pravne mreže za varstvo demokracije, kjer smo pa prav tako veliko prav skozi pravno mrežo v bistvu se zavzemali za zaščito pravice do protesta v Sloveniji. Cool, Nataša, od forever z Amnesty International? Skoraj od forever, ja. Pa pustimo številke. Ok, Anuška? Ja, jaz sem pravnica, od leta 2021 do letos sem bila koordinatorica pravne mreže za varstvo demokracije. Kot je rekla Nataša, ena organizacija je bila Amnesty International, potem so bile zraven še 3 organizacije, ki so otvorile pač to mrežo, ker smo sodelovali z raznimi odvetniki. Pravna mreža je nastala leta 2021 ravno zaradi tega, ker je pač v tem času bila pravica do protesta zelo omejena in smo hoteli pač to nasloviti z pravnimi sredstvi. Spravi, moje delo je bilo pač tako
komunikacija s protestniki, ki so dobivali kazni, z odvetniki za pomoč pri vlaganju pravnih sredstev, potem smo delali tudi monitoring protestov in tako naprej. Tako da sta ta pravi, da boste vedeli povedati, kako se te stvari dela na ta prav način, če se že tega nekdo loti. Tako ja, pač o pravici se začnemo spraševati o njej, a ne, kadar nam je pač omejena. Do leta 2021 mislim, da se nobeden v Sloveniji ni tako veliko spraševal, kaj je to pravica do protesta, a ne, ker pač ni bilo zaznanih nekih večjih težav, da bi bila omejevana. Potem pač, kadar so naenkrat praktično čez noč prepovedali, to so se pač začela pojavljati ta vprašanja in takrat v bistvu se je veliko ljudi začelo ukvarjati s tem, tudi veliko pravnikov. No. Okay, če sam položim temeljni kamen, pa gremo od tam naprej, se pravi, kaj moram poznati, recimo, da sem bodisi, ne vem, na čelu organizacije ali pa posameznica, jaz bi rada organizirala en protest, kaj jaz vem, karkoli me že bi motilo. Kaj moram poznati? Zdaj, vem, da veliko stvari si tudi med sabo, mislim, da vesta, tako da če katera želi katero drugo dopolniti, ne se zadrževati, ali pa če katera misli, da katera druga ve bolj odgovor na kakšno vprašanje, tudi tako vskočita prosto. Ampak recimo, kje začnem? Recimo, hočem organizirati protest, kaj moram vedeti, pa ne bom šla zdaj brati vse zakone, ali moram? Ne, pač ni potrebe. V bistvu, če želite organizirati protest, je v bistvu postopek zelo enostaven, ker pač to je naša človekova pravica, kakor smo že rekli. In ne rabimo pridobiti nekega dovoljenja, ne rabimo pridobiti neke odločbe, ki bi nam dovolila ta protest. Je pa potrebno 3 dni pač pred samim protestom to prijaviti na policiji. Ne čakamo pa na njihov odgovor, ni potrebno njihove pač nekega dovoljenja, samo pač gremo in prijavimo, se pravi, izpolnimo obrazec, ki je objavljen, ne vem, na njihovi spletni strani ali pa ga tam dobimo 3 dni prej. In je v bistvu to, kar moramo narediti tako formalno. Zdaj, problem tega obrazca sicer je v tem, da zahteva zelo veliko število osebnih podatkov, se pravi, moramo dati svoje od organizatorja, pa še to, vseeno je, ali gre za organizacijo ali kot fizična oseba. Lahko jaz kot organizacija, mislim kot recimo Amnesty prijavi protest ali pa pač jaz kot posameznica. Grem, obrazec je isti, navesti je treba pač organizatorja, podatke od organizatorja, pa vodja shoda. Vodja shodov tudi pač neko veliko število podatkov se zahteva, pa tam v obrazcu se zahteva tudi približno potek shoda, koliko ljudi se pričakuje in tako naprej. Ni potrebno pač plačati, ni nobene takse, To je pač, če organiziramo nek tak, ko ne rečem, pač protest, recimo na Trgu Republike ali pa pač na kakšnem trgu, po pločnikih, sprehodi in tako naprej. Če pa bi recimo želeli organizirati nek protest, ki bi zablokiral cesto, zablokiral promet, je pa zgodba drugačna. Takrat je treba imeti elaborat, ki kar stane nekaj denarja, vloga se da na upravno noto in se v bistvu čaka na dovoljenje. To je pač kar velika razlika je. Zato je veliko protestov, če jih opazujete, v bistvu organiziranih na trgih ali pa tako, da se hodi po pločnikih, da se ne ustavlja prometa. Ena od stvari, ki se je v tej pandemičnem okolju izkazala oziroma izkristalizirala, je bila potem to balinanje, ali je protest prijavljen ali neprijavljen, kakšno je potem vloga, odgovornost, pa plačilni nalogi so šli iz tega naslova potem v tistem času ven, in vmes se je potem tudi zgodila ta razsodba Ustavnega sodišča, ki zdaj po mojem razumevanju, pa me boste popravili, med enim in drugim v odnosu med državljanom in državo, represivnim organom, ni več razlike med prijavljenim in neprijavljenim protestom. In me zanima, ali je ta razlika prej obstajala, pa jo zdaj ni več, ker imamo novo razumevanje pravice do protesta, ali je v resnici nikoli ni bilo, pa pač se je oblast igrala z definicijami, zato ker se je lahko. Ok, jaz sem začela, pa me bo Anuška dopolnila. Ja, res imamo organizirane ali neorganizirane proteste, oziroma
organizirane in spontane. In recimo tudi mednarodno pravo ščiti tako organizirane kot te spontane, neorganizirane proteste. Ne. Kot Janoška poudarila, pravica do protesta, ne, ki je sestavljena iz pravice do svobode izražanja, torej do svobode izražanja in do pravice do mirnega zbiranja, je pravica, ki je zelo močno zaščitena s slovensko ustavo, z mednarodnim pravom, ker je tako zelo pomembna, ker kot sta omenila na začetku, ne, gre za tudi način izražanja mnenja, način komuniciranja, gre za način participacije pri javnem življenju, soodločanja, in ta glas je seveda močnejši, če ga lahko izražamo, izvajamo na kolektiven način, tako da gre za kolektivno pravico, ne, ker smo seveda s tem lahko bolj učinkoviti, kot pa če samo napišemo pisma bralcev ali damo neko izjavo, ne, ali stojimo sami nekje. In kot Janoška poudarila, ne, to gre za našo človekovo pravico in ni privilegij države, da nam to pravico milostno dovoli ali ne. Zato v bistvu mi protest samo prijavljamo in niti ne prosimo za dovoljenje. Ne. In tukaj je ta vidik, da v bistvu... v tem je finta. Ja, gre za protest, ki v bistvu ni neka diskrecija države, da ga dovoli ali ne. Lahko pogledamo, kakšne so lahko te omejitve, ne, ker recimo to ni absolutna pravica, ne, kot je na primer pravica oziroma ne biti mučen je absolutna pravica, ki je vedno prepovedana. Protest pa je lahko v nekaterih primerih omejen, ne, kadar gre za recimo varovanje javnega zdravja ali varnost, ali recimo, če bi bil namen, če bi bilo zelo jasno, da bi šlo za namen širjenja sovraštva ali nasilja. Tako da obstajajo nekateri res izjemni primeri, ko se lahko pravica do protesta omeji, sicer pa je protest naša pravica, ne? Tako da iz tega tudi izhaja in je zaščiten tako, kadar gre za organiziran protest, kot tudi kadar gre za spontani protest, ki v bistvu nima organizatorja in se ga ne da v bistvu potem identificirati ali kaznovati. Ne? Ja, če lahko že zelo direktno odgovorim, no, tudi na vprašanje, ta ustavna odločitev ni pomembna v tem smislu. Neorganiziran shod je pač zakon o javnih zbiranjih, ki velja že, ne vem, nekje od leta zelo dolgo že, no, pozna tako organizirane kot neorganizirane proteste, shode jih imenuje in v bistvu Ustavno sodišče je nekako poudarilo, da so pomembni in dovoljeni tako organizirani kot neorganizirani, ampak v tem smislu ta ustavna odločitev ni prelomna, no. Je pa je bil to pomemben vidik, ker so bili protesti takrat spontani in neorganizirani, nihče se tudi ne bi najbrž seveda upal ali želel izpostaviti, če se spomnimo, kazen za organizatorje je bila izjemno visoka, ker so bili tudi protesti prepovedani in zato je Ustavno sodišče imelo tak poudarek, da je tudi taka oblika protesta zaščitena in država v njo ne sme poseči. Takrat, sem to bi mogoče še omenila, ne, prej sem omenila, da je v določenih primerih lahko omejena pravica do protesta, ampak velja pa po mednarodnem pravu, da je pa splošna prepoved protesta vedno pretiran ukrep. Kajti vedno se lahko ta način izvajanja protesta prilagodi, lahko se ga omeji, lahko se mu da nekatere omejitve, pogoje, recimo število udeležencev na določeno kvadraturo, ampak recimo v času covida, ne, ko je bila ta ustavna odločba, ta presoja, če smo imeli mi recimo avtobuse, trgovine, kjer so se lahko ljudje zbirali oziroma nahajali tudi v zaprtem prostoru, ne, ni bilo nobenega razloga, zakaj protest ne bi bil dovoljen na prostem, lahko bi bil omejen po številu recimo na kvadraturo, lahko bi bil, skratka, to bi bila edina logična, ne, da se ohranja razdalja in tako naprej, kot so imele številne države, velja pa skratka, da je pa splošna prepoved protestov pa vedno pretiran ukrep. Ne. Prepoved oziroma omejitev mora biti sorazmerna, ne, mora na najmanjši možen način poseči v pravico. Ne. Skratka, ne smemo prepovedati prekomerno, ampak samo, da zadostimo tistemu tveganju, ki bi ga sicer običajen potek protesta lahko imel. V primeru covida je bilo to recimo prevelika bližina oziroma premajhna razdalja. Vedno mora biti ta omejitev izvedena z zakonsko podlago, kar se je pri nas izkazalo, da ni bila zadostna, da ti ukrepi vlade niso bili primerna oblika, niso imeli zadostne presoje, so tako močno posegli v pravice
da bi v bistvu morali imeti zakonsko podlago, ne pa samo v bistvu vladne ukrepe. Ja, Anuška, prej si omenila, da je treba recimo, če želiš protestirati, prijaviti, da ravno zaradi tega, če bi šlo za, ne vem, po cestah hoditi, je čist druge vrste in bolj zapletena in zahtevna prijava, ampak ali obstaja kakšen kraj, kjer je pa protestiranje zaradi kakršnega koli razloga, ne vem, varnostni, karkoli, prepovedano? V Sloveniji, ne. Ja. Ne, v bistvu to ne obstaja, da bi bilo vnaprej prepovedano nekje Da recimo protestirati, klepa a ne, ker recimo, evo, urgenca. Ustaven promet tam, kjer bi recimo ljudi, ki rabijo pomoč, a bi tam lahko? Zdaj ne govorim in ne vabim tja, ampak me čisto zanima, ali so kakšni prostori, kjer pa res ne, no. Ne, mislim, to ni vnaprej urejeno v pravu, da bi bile neki prostori, kjer bi bilo prepovedano protestirati. Mislim, slišala sem, da nekatere države recimo imajo prepovedano protestirati pred porodnišnicami, a ne. Aha, Pa kaj, ampak nisem še slišala, da bi mi to imeli urejeno na tak način. Tudi je pomembno, da v mednarodno pravo govori o tem, a ne, da je pomembno, da se protestnikom dovoli, da protestirajo pred inštitucijami, katerim je namenjeno sporočilo, a ne. Če recimo se protestira proti vladi, da se dovoli protestnikom, a ne, da so pred vlado ali pa pred državnim zborom. Tako da recimo te ograje, ki smo jih videli, ne, takrat 2021-2022, ko so ogradili ogromno pač in vlado in državni zbor, to ni bilo v skladu pač s tem mednarodnim pravom, a ne. Tudi enkrat so recimo ogradili Ministrstvo za kulturo, niso pustili zraven protestnikov, to tudi ni bilo pač skladno z tem. Pač protestnikom je treba dovoliti, da lahko pač izražajo svoje mnenje tam, pač, kjer želijo biti slišani. Da so videni in slišani, da je da bi to omogočeno. Ja, narobe je recimo že vnaprej, da bi oblast sklepala, da bojo nasilni, ne. To ne more kar naprej, zato ker je protest, kar predvideti, da pa bojo pač nasilni, pa pač zagraditi pol Ljubljane. Ali kot je recimo v času prepovedi protestov, ne, takrat minister za notranje zadeve Hojs dejal, da se lahko protestiramo digitalno, ne, preko družbenih omrežij. Skratka, je ta dolžnost države obveza oziroma neka odgovornost, da omogoči, da je protest slišan in viden, ne. Ne morajo ga recimo skriti v neko majhno ulico, če recimo bi v Ljubljani želeli biti na Trgu Republike, ne. Kar nas seveda potem pripelje, ne, tako do vloge policije oziroma varnostnih organov pri takšnih protestih, o pač obrazcu in prijavi in nečakanju na odgovor smo sicer že nekaj govorili, ampak tako, iz terena na terenu je bilo večkrat videti, da so bili tisti protesti, kjer so bili zdaj formalni ali neformalni organizatorji, vodi kakorkoli, v nekih operativnih odnosih z policijo, da so bili tisti protesti minili dosti bolj mirno in so bili dosti bolj organizirani, je bilo dosti manj teh neljubih dogodkov, kjer je recimo zaradi te ali one skupine provokatorjev, kogarkoli drugega, izbruhnilo nasilje. So bili pa pač drugi, ki so bili dosti bolj kaotični in kjer pa se je praktično čakalo, da ne rečem, iskalo nasilje. Kako navigirati, če se odločimo če nas zanima organizacija protesta iz tega ali onega razloga, kako recimo navigirati te odnose z represivnimi organi? Ja, tukaj policija je tista, ki v imenu države, ne, aktivno omogoča protest, ker smo rekli, da država mora pravzaprav omogočati pravico do protesta, ampak policija jo pa pol mora tudi aktivno, tukaj pa je ta pozitivna, aktivna vloga, odgovornost države, da pa policija tudi ščiti to pravico do protesta in poskrbi, da so protestniki varni, da se ta pravica lahko, da se protest lahko izvaja. In res je dolžnost policije, da ravna nevtralno, ne, da ne eskalira
da tudi ne odvrača protestnikov ali ustrahuje. Ne. Tukaj se to že lahko zgodi recimo s tem, kakšna oblačila izberejo ali pridejo v neki izgredniški opremi z želvami in z ne vem, s kakšno opremo, če se pričakuje miren protest, to res ni potrebno. Ne. Ali recimo, ne vem, v času covida smo tudi videli, da je policija legitimirala protestnike že pred protesti. Ne. To je namen takega ravnanja policije je bil zagotovo odvračalni od protestov. Ne. Ampak ravno nasprotno, policijski pristop v bistvu mora biti osnovan na tem, da aktivno omogoči protest, da ravna v bistvu, da zmanjšuje konflikte, da jih mirno rešuje, če se pojavijo, da v bistvu si prizadeva, da protest poteka mirno in da so v bistvu in vloga policije, da ščiti protestnike in omogoči, da varno in mirno protestirajo. Ne. Ja, recimo tudi, če bi se zgodil protiprotest, mora policija omogočiti oba protiprotesta in poskrbeti, da eni ne motijo druge. To je tudi ena vloga policije. Tak lep primer se mi je zdel, ko je policija, mislim, da dobro ravnala in omogočila protest in se je videlo da takrat se mi zdel dober primer. Za dan državnosti je bil organiziran protest na Prešernovem trgu, ker je protestnike so napadli rumeni jopiči. Takrat se mi zdi, da je policija se pokazala v tej vlogi in poskrbela, da so ljudje lahko protestirali naprej. No. Mislim, policajem ni lahko in policistkam, ali kako? Mislim, ali ne smemo simpatizirati z njimi? Načeloma saj so, imajo tudi nekaj izobraževanja o temi, mislim, da. Mimogrede, evo, ko omenjaš izobraževanja, a jih vi delate tudi za njih? Ne. Na to temo? Ne, na temo protesta. Okay. Jaz mislim, da pred korono smo imeli številne proteste, ker je policija delovala v bistvu tako, da je omogočala proteste. Njihova prisotnost je, kadar vedo, da se bo zbrala večja množica ljudi, je nujna, ravno iz tega vidika, da v bistvu imajo to pozitivno vlogo. In jaz mislim, da takrat smo lahko videli, kako to delo poteka strokovno in zakonito, bom rekla. Tako da je stvar bolj političnih usmeritev, ne pa strokovnosti. Ne. Policija je zelo dobro vedela, kaj je strokovno in zakonito. Prej je Nataša omenila Hojsa, pa sem se sam nekaj spomnila, ker sem mislila povedati. Kako veliko nerazumevanje je bilo te oblasti, pa verjetno še kakšne druge, kaj je to pravica do protesta. Se je nam zgodilo, ko smo vlagali ustavno pobudo, je prišel eden od odgovorov od ministra Hojsa, ki je takrat bil, in to je tudi zapisano v ustavni odločitvi, da je bil odgovor takrat od države, da ja, seveda lahko protestirajo, mi nimamo nič proti temu, ampak protesti naj ne bojo politično motivirani. Obstaja kaj takšnega kot ne politično motiviran protest? Vse je politično. Vse vem, kaj mislijo, strankarsko, ne, ampak vse je politično. Ko stopimo v javni prostor in rečemo, mi smo pa ne vem za več travnikov ali pa proti, da se poseka to drevo ali pa ne vem, karkoli, to so politični statementi. Ja, seveda. Seveda, mislim, da je vsem to jasno, razen ni bilo jasno Hojsu, ne. Mislim, tudi v tistem času, recimo, je bilo eno obdobje, kar nekaj dni, ko je bilo dovoljeno druženje, normalno druženje, ko se ljudje družijo, ne vem, karkoli popijejo, se pogovarjajo, kadijo, karkoli, bilo je pa prepovedano protestiranje. Torej, lahko si, ne vem, sedel v parku, se pogovarjal, karkoli, in čim bi nekdo začel izražati neko svoje stališče in protestirati, v tistem momentu bi postalo prepovedano. In tu smo ravno prišli do tega, da ta omejitev, ki je bila takrat, ni bila narejena oziroma bi morala biti na način, da zasleduje nek legitimen in primeren cilj, kar je bilo, če je bilo varovanje javnega zdravja. Seveda to ni razlog, zakaj bi bila prepovedana možnost svobode izražanja. Ali pa so bili kaznovani recimo ljudje, ki so nosili kolo ali znak vlada pade. Tako da to so te oblike prepovedi in omejevanja protestov, ki v bistvu niso legitimne, ker ne zasledujejo nekega cilja, kot bi bila neka varnostna grožnja ali zdravstvena grožnja, ampak je šlo enostavno za omejitev svobode izražanja.
Hotel sem prej vprašati, se pravi, te covidni protesti so naš družbeni, zadnji tak velika izkušnja s protesti, ki je vplivala tudi na družbo kot tako. Ampak predtem, slabih 10 let smo imeli pa to tako imenovano zimo nezadovoljstva v času druge Janševe vlade, kjer sta bila pa tako dva izrazita momenta na začetku. Z protesti pred parlamentom je šlo v bistvu vse od svet, solzivci je letel in tako dalje. Na nadaljnih protestih se je pa razvilo neke vrste, zdaj ne morem reči drugače, zavezništvo med protestniki in policijo. In se mogoče vračam na to vprašanje čist, da rečem, taktično organizatorjev. Kako pomembno je, zato da se sporočilo sliši, da se sporočilo ne utopi v izgredih, v provokacijah, v čemerkoli, kako pomembni so odnosi z policijo, z represivnimi organi, z ljudmi, ki na terenu varujajo ali pa ne bi varovali pravico do protesta. Mislim, v bistvu vprašanje je kar kompleksno. No. Ena stvar je, tudi zakaj policiji je prijaviti te 3 dni prej protesta. Pač policija je lažje izpolnjevati to nalogo, da ščiti našo pravico do protesta, če ve, da protest bo, če ima koga za poklicati, in potem se zmeniti z njim in se nekako dogovarjati. Potem policiji lažje oceni, koliko policajev mora priti tudi na konjih, a je zelo nevarno in tako naprej. Tako da v tem smislu je dobro sodelovati s policijo, zato da so tudi oni lažje pripravljeni. Ker če pač gre za neorganiziran protest, oni nimajo na drugi strani sogovornika in vedno ponavadi je vedno tako, da pošljejo rajši več kot manj. Tako da takrat na teh neorganiziranih protestih, ko ne vejo točno, kaj se bo zgodilo, pošljejo od konjenice, psov, pač vsega možnega. To je en vidik. Drug vidik je pa res, da pač kadar protestiraš proti oblasti, pa veš, da oblast išče res vse možne načine, da bo kaznovala protestnike. Mislim, pač res so ljudje, ki so takrat hodili na proteste, to so dobili v čisto vsak protest pač kazen. In bolj, ko si bil viden, više kazni so bile. In potem je pač normalno, da se pač ne boš izpostavljal pred policijo, ker bi to pomenilo dobiti kazen. Zato pač je tak, težko je tako odgovoriti na ta vprašanje. Ne, pa sej si, v bistvu načeloma sodelovanje, ampak če protestiraš pod njimi, ker policija je del nekih državnih aparatov, pa mogoče je malo manj fajn. Omenila si, da je organizirati, da lahko bodisi kot posameznik oziroma posameznica ali organizacija, da je to vseeno. Zdaj pa, recimo, da jaz organiziram, kakšna je moja odgovornost, da a jaz moram ali pa lahko odgovarjam za dejanja drugih udeležencev. Recimo, organiziram protest in pol en Aljaž razbije šipa v eni trgovini. Hvala, sem jaz odgovorna za to? Ne, ni tako. Torej, pač organizator organizira protest, mora pač nekako poskrbeti za varnost, ampak za neke pač tako splošno to, kar se lahko predvidi. Ne vem, če recimo pričakuješ manjši protest, moraš imeti tam neko število teh redarjev, ki morajo biti označeni. Koliko mora biti ljudi? Pričakujem, da jih bo 150, da to že rabim redarja. Ja, vedno tudi iz tega obrazca pač izhaja, nekaj jih vedno mora biti. Niso to potrebne zelo velike številke, pa tudi to ne rabijo biti organizirana varnostna služba. To so pač prijatelji. Dobro, ker če vzameš organizirano, to stane seveda. Ne, se to govorimo organizirane. Spontani itak nimajo ne organizatorja, ne redarjev. Ne redarjev. Sicer so pa to lahko udeleženci, ki so posebej označeni, recimo z rumenim trakom ali oranžnim. To se pa spomnim. Ja, tako. Skratka, s frendi se lahko zmenim, da boš ti na onem vogalu, ta na tem. In potem skupaj s policijo pač sodeluješ in če pač ravnaš z neko
pričakovano skrbnostjo, ne moreš biti potem ti odgovorna, če tam eskalira v eni družbi, pa ne vem, začnejo metati granitke v ne vem, državni zbor, ne. Jaz bi mogoče še dodala, da tudi če pride do, ker zaščiten je seveda mirni protest, ampak tudi če pride do nekega posamičnega izgreda ali če je nasilen recimo en udeleženec, ena udeleženka, da to še ni zadosten razlog, da bi policija lahko pa razpustila protest. To še vedno ne pomeni, da je cel protest nasilen ali pa izgredniški, tako da se tukaj tudi loči, kaj je neko posamično dejanje, kaj pa je cel namen protesta in celotno ravnanje protesta. Kakšne kazni so najpogostejše za protestnike? Ja, različno je, no. Veliko je bilo tega, kar v bistvu ne pripelje do kazni, ampak je zastraševanje. Množično so zahtevali identifikacije, a ne. Policija načeloma nas ne sme na ulici kar identificirati tako brez nekih razlogov. Na protestu so to počeli zelo množično, kar deluje zastrašujoče, a ne. In potem tudi tistim, ki recimo niso imeli osebne sabo, pa se niso hoteli identificirati, so jih peljali na policijsko postajo, na identifikacijo in tako. To se mi je zdelo recimo zelo kritično pač v času korone. Potem kazni so bile zelo različne. Na začetku je bilo prepovedano in kazen je bila 400 € za samo udeležbo protesta. To je z temi odloki bilo prepovedano. Ne vem, če se spomnite, no, ampak takrat je bilo to 2020, 2021, 400 € kazen udeležba na protestu. In tega je bilo ogromno. Ne, pač kdorkoli je prišel, lahko dobil pač teh 400 € kazni. To je bilo to se je vleklo pač s temi odloki na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. Potem, ko je to se izkazalo, da pač ta kazen ne bo zdržala, ker je tudi ustavno sodišče reklo in tako, so pač uporabili malo več fantazije, kako naj rečem, in so začeli druge kazni dajati. Eno je bilo recimo ker odločili so se, da so to organizirani protesti, a ne, čeprav so bili neorganizirani, sami so se odločili, kdo je tam najbolj glasen in so rekli, ta pa ta je organizator in so jim dali kazni, ker niso prijavili protesta kot organizatorji. Pač to se policija, ker tisti, ki je bil najbolj glasen, je pač bil organizator. To je bilo potem, dobivali so kazni recimo, ker si narobe šel čez cesto, a ne. Kazen za napačno prečkanje ceste je, če ne nekih 40 €, polovička 20, ampak policija je dala zraven še neupoštevanje odredbe uradne osebe in je takoj kazen narasla tam na ene 300-400 €, a ne. Kaj je še bilo tako, recimo, če nisi imel dokumenta s sabo, tudi če nimaš osebne izkaznice, je 50 €, ampak ker je to pač premajhna kazen, a ne, so zraven pač nabili še kakšno. Ponavadi je bila ta neupoštevanje uradne osebe, ne. Eno so protesti, drugo je pa tudi ta ključna besedna zveza, ne, državljanska nepokorščina. Včasih vidimo pred državnim zborom velikokrat take solo protestnike, ne, ljudi, ki stojijo, ker se ji pač menijo, da se jim je zgodila krivica in nimajo se v resnici v svojem iskanju pravice nikamor več obrniti, kot da se postavijo pred parlament, napišejo en transparent in čakajo, da jih bo kdo opazil. To verjetno ni protest enega človeka, ampak a je to državljanska nepokorščina ali je to nekaj tretjega? Jaz mislim, da je državljanska nepokorščina to, da namenoma kršiš neko normo, nek zakon, neko pravilo, a ne, to je po mojem državljanska nepokorščina. Recimo tak tipičen primer se mi zdi to metanje juhe v slike, a ne, v muzeju recimo, ali pa tudi se mi zdel akt državljanske nepokorščine to, da si šel na protest, čeprav si vedel, da je prepovedan. To se mi je zdelo državljanska nepokorščina. To, ko pa nekdo sam pač izraža neko mnenje, pa mislim, da gre sam za pač za izražanje mnenja, a ne. Ni protest, dokler protest je vedno pač kolektiven, a ne. Mora biti vsaj 2 ali pa 3. Tudi tukaj gre za obliko protestiranja, ki je zaščitena po mednarodnem pravu, ne. Tudi tak način protestiranja je legitimen.
Zato, ker se na ta način pri državljanski nepokorščini, torej gre za namerno izbiro načina, kjer se krši neko pravilo, kjer lahko gre za prekršek, ne, za to, da se opozori na nekaj, kar ima večji pomen. Recimo na klimatske spremembe ali ne vem, v času splošne prepovedi protestov se je protestiralo, ker se je na ta način opozorilo, torej je bila ta kršitev manjšega pomena, stati na trgu republike, ne, evidentno varno, z razdaljo in tako naprej, recimo branje ustave ali pa kolesarjenje ali pa protestiranje z razdaljo, je bilo pomembneje ščititi to pravico, ker je bil to vendarle način, ki ni posegel v nič drugega, evidentno, ne, ni se ogrožalo zdravje, če je šlo za izvajanje aktivnosti z razdaljo ali celo recimo posamične akte, kot je polaganje stopal in tako naprej. Tako da tudi to je zaščitena oblika protesta, kot je rekla Anuška, ali pa kot je že navedla v prejšnjih primerih, ne, da pa bi morali v tem primeru dobiti kazni, recimo 20 €, če je šlo za, ne vem, hojo po pločniku ali kaj drugega, ne pa teh pretiranih kazni, ne. Zdaj, seveda, ko pa gre za kakšno poškodovanje večjih vrednosti, so pa pač dileme in so mogoče še kakšna odprta vprašanja, ampak se tehta vendarle to, kakšen je pomen tega mnenja, ki se ga izraža za v bistvu neko javno življenje, skratka, ki je večje, kot je pa en običajno pač majhen prekršek, ne. A lahko jaz kot protestnica recimo imam pravico snemati policiste? Ja, torej, glede snemanja policistov, to vem za Slovenijo, no, da tako drži, tudi informacijska pooblaščenka je dala to mnenje, pač policaj opravlja javno službo in ga lahko snemamo. Sicer je treba paziti, da se ga ne pri tem ovira, ne, v njegovih postopkih, ki jih pač ima. Lahko ga snemamo, lahko celo ta posnetek objavimo, pri tem je treba paziti, da ni na posnetku, ne vem, še nekih drugih ljudi, a ne. Sploh v kakšnih ranljivih položajih ali pa karkoli. Zato, ker pač policaj pač opravlja javno službo in lahko pač ga snemamo in njegovo delo komentiramo in je to del pač lahko razkrijemo javnosti pač, da to komentira. Ne, medtem ko policija nas, a ne, pa je omejena pri tem, kdaj lahko snema proteste. To so itak na javnih površinah, pol so pa vse te kamere, pa pridejo s tistimi avtomobili, ke sploh ne vemo, kaj imajo noter, ne, a ni bilo par let nazaj ena bitka na to temo, saj sem malo pozabila, kako je bilo ime temu specializiranemu vozilu ali kameram, s katerimi pa, seveda, pa tele, droni. Ja. Koliko legit so droni? Zdaj, te protesti več ali manj, mislim, da so bili vsi snemani, no, ampak je vseeno pač tako, v zakonodaji so omejitve, se pravi, protest policija lahko snema samo, kadar pričakuje, da bo da se bo izvrševala neka kazniva dejanja ali pa da bo prišlo do nekih množičnih kršitev javnega reda in mira in o tem mora tudi protestnike obvestiti. To je ponavadi izgledalo tako, da so pač po tistem megafonu rekli, da bojo snemali na tak način, da so slišali glih tistih 10 ljudi tam okoli. Ke so bili zraven. Ja, mi smo jih takrat večkrat obveščali, da je to neprimerno, no, ampak izkazalo se je pač, mislim, da so skoraj vse proteste so snemali. Tudi kdaj je bilo, no, v časopisih, pa tako videla sem kdaj na MMC-ju ali pa kaj, da je bilo obvestilo vnaprej, da bojo protesti snemani, tako da kakor javnost je bila obveščena. Obstajala je ta pravna mreža za varstvo demokracije, a ne. Kaj pa, Nataša, a Amnesty lahko vzame kot, ne vem, recimo organizatorko protesta, kaj imam jaz od Amnestyja? Mislim, a mi lahko pomaga pri čem, če se kaj zgodi? Ja, to smo predvsem delali skupaj s pravno mrežo za varstvo demokracije, recimo na teh prvih protestih, kjer smo začeli izvajati monitoring, smo imeli tudi dežurnega odvetnika oziroma odvetnico na prvem protestu prav že v bližini policijske postaje, kamor smo vedeli, da bi šli ljudje na zaslišanje ali v pripor. Tako da zdaj v zadnjih letih, odkar obstaja pravna mreža, v bistvu to izvajamo skozi pravno mrežo. Amnesty je že prej opozarjal predvsem na nedopustne posege v pravico do protesta in tako naprej, ampak v bistvu zdaj te 4 organizacije to pomoč s pravnimi mnenji, svetovanji, tudi kdaj zastopanjem v bistvu izvajamo skozi pravno mrežo.
po svetu, recimo globalno, pa Amnesty prav tako izvaja pravno pomoč, tudi raziskujemo. Julija je ravno izšlo eno zelo obsežno poročilo o stanju pravice do protesta v Evropi, tako da je tudi to vloga Amnestyja, da opazuje, raziskuje in opozarja na sistemske kršitve in na to, kaj se mora spremeniti, da bo ta pravica lahko zaščitena. Te dni opazujemo to zelo masovno, da ne rečem navdihujoče študentsko protestno gibanje v Srbiji, ki se zdi, vsaj po tistem, kar vidimo skozi medije, skozi družbene medije, zelo intenzivno, dobro organizirano in zavedajoč se vseh teh pasti, ki jih režimi, sploh avtokratski, zelo radi nastavljajo protestnikom zato, da bi jih diskvalificirali. Kako se je po vajini oceni, pa to je zdaj lahko je strokovna ali pa pač samo čist osebna, razumevanje protesta kot orodja za izražanje državljanskega nezadovoljstva, kot orodja za komuniciranje z oblastjo, spremenilo skozi generacije. Ker samo da samemu sebi repliciram, protesti leta 1988 v Sloveniji so bili nekaj drugega kot protesti leta 2012, ki so bili spet nekaj drugega kot protesti leta 2021, recimo. A je to generacijsko povezano ali je povezano s čim drugim? Mislim, da je povezano najbrž tudi generacijsko, ampak tudi z političnim kontekstom, v katerem smo, in seveda tudi z neko zavestjo in ozaveščenostjo ene generacije. Recimo moja generacija, vem, da ko so bili protesti študentov in študentk, so bili za študentske bone, in smo takrat pač spoznavali, da smo šli na ceste, ko je šlo za nas. Ni se pa študentsko gibanje recimo formiralo za kakšne druge družbene probleme. To, kar se dogaja zdaj v Srbiji, je je seveda mobiliziralo tako veliko število protestnikov ob konkretnih dogodkih. Vedno je nekaj, kar mobilizira nek moment, in tako da, ne vem, je neka kombinacija, sigurno tudi generacije in tudi tega, kako hude so razmere, ki nas k temu prisilijo. Kot Januška na začetku rekla, tudi mi pravice do protesta nismo, veliko stvari ne jemlješ osebno, dokler te pravice niso ogrožene. Veliko stvari smo mogoče mislili, da je samo po sebi umevnih. Danes pa vidimo povsod, v našem okolju, v globalnem, da je veliko pravic, ki se celo ne moramo zanesti, da bojo niti na papirju. Da marsikaj smo mislili, da je zagotovljeno, pa zdaj vemo, da v bistvu je vsaka od teh pravic, kot bi rekel Boris A. Novak, glagol tudi v tem smislu, da moramo skozi in skozi delati za to, da jo ohranimo. Kaj bi rekli ena in druga, mogoče Anuška bolj s pravnega vidika in Nataša ti bolj kot direktorica Amnesty Internationala, kakšne so bile lekcije iz protestov v času covida, kolesarskih protestov? Kaj vemo danes več, razen tega, kar si pravkar omejila, da vemo, da pravice niso za forever, kot smo vedeli pred par leti nazaj? Problem je v tem, pravica do protestov v bistvu nam je bila ukinjena čez noč, kadar smo se pogovarjali z drugimi državami, smo v bistvu ugotovili, da način, kako so zastraševali, pa kako je pač omejevala policija protestnike, so se ponavljali v vseh državah isto, od tega množičnega popisovanja, zapiranja teh za 12 ur, 14 ur, množične kazni za neke minimalne zadeve, ki pač, če ne bi bil protest, nikoli ne bi dobil kazni za to. To je nekaj, kar se pojavlja pač v vseh državah. Okay, se pravi, naučili smo se, da nismo nič posebnega, da je povsod enako. Želela sem pa to reči, da se lahko čez noč to ponovi. Nič ni bilo spremenjeno, da bi težje prišli do tega. Spet se lahko ponovi. Nataša?
Jaz bi rekla, da smo se v covidu, da smo lahko spoznali, da v bistvu, da po eni strani nič ni zagotovljeno, ampak po drugi strani, da moramo se zelo dobro organizirati in zelo hitro in poznati v bistvu vsa sredstva, kako si neko pravico, ki nam je bila odvzeta, priboriti nazaj. In to je lahko s pravnimi sredstvi, ne, in zato smo vzpostavili pravno mrežo za varstvo demokracije, da smo zmogli en tak pravni odziv v takem obsegu in takem številu. Ne. Mislim, da smo v prvem letu pomagali preko 1000 ali 1100 posameznikom in posameznicam. Wow. In po drugi strani tudi seveda politično, ne, tudi ti protesti, stalna prisotnost na ulicah, vse to je bilo izjemno pomembno, ker kot vidimo, ne vem, iz Poljske, Madžarske, če bi zamudili ta čas, ko smo se zavzeli, ne, za neodvisnost institucij, za omejitev posega države v pravice in tako naprej, bi lahko zamudili dragoceno obdobje, ker če se ta poseg v pravice, v institucije zgodi predaleč, je potrebno, je seveda to toliko težje pridobiti nazaj. Ne. Tako da je treba vedno vedeti oziroma narediti to takoj hitro in narediti te ukrepe, se organizirati na dovolj učinkovit način, da smo lahko v bistvu zamejili to, kako je oblast posegla v naše pravice. Če še lahko mogoče samo po Evropi, ne, prej sem omenila to naše poročilo, ki zajema 21 držav v Evropi in je mogoče Evropa ena izmed regij, ki ima tudi v pravnem smislu zelo artikulirano zaščito, ne, tudi pravno in tudi pravice do protesta, seveda pravice do izražanja, do mirnega zbiranja. Vidimo, da je v bistvu v 21 držav bilo zajetih in kar 20, mislim, v bistvu ogromno število držav je v bistvu, smo ugotovili, da kršijo pravico do protesta na tak ali drugačen način. Tako da se vidi, da je v bistvu en trend omejevanja pravice do protesta zelo močen, kar je spet eno pozorilo civilni družbi, ne, da moramo tudi mi biti zelo pripravljeni in imeti zadostne tudi kapacitete, da odreagiramo spet tako s prisotnostjo na ulicah, kot tudi s pravnimi sredstvi, kadar se to zgodi ali kadar se bo spet zgodilo, ne, tak poseg. To je v bistvu vse blazno zanimivo in če bi bili to v nekih drugih časih, bi morali zdaj paziti, ne, da nam ne bi očitali, da pozivamo ljudi na kakšne protivladne proteste. Ne, no, hvala, režimske, ja. Ampak vendarle je treba, ne zaradi tega, ampak zato, ker je vendarle treba nekje postaviti piko. Nataša Briški. Predlagam, da morda gremo vendarle proti koncu našega pogovora in najini gosti pobarava po zanimivosti. Namreč vsak met in čaj zaključiva s tem, da najine gostje in goste poprašava po anekdoti, prigodi, dogodku, zanimivosti, informaciji, za katero menijo, da bi jo moral širni svet metinega čaja poznati. Skratka, tell us something we don't know. Recimo, da Nataša štarta zdaj najprej. Jaz sicer vem, kaj bo Anuška povedala in je tako zanimivo, ampak mogoče je fajn, da Polona ostane na konec. Na konec. Jaz bi pa mogoče vendarle pozvala, ne, da si poslušalci in poslušalke poiščejo naš vodnik po protestih, ki je na voljo tudi na spletni strani, in če bi ga kdo želel imeti tudi v fizični obliki, je v taki žepni papirnati izdaji prav tako na voljo, drugače pa na spletni strani vodnik po protestih na naši akademiji Amnesty. Cool, bomo dodali link na spletno objavo. Zdaj pa še Anuška. Meni se je zdela, kako rečem, zanimiva novica, ki zdaj kroži po medijih, in to je ta, da naj bi imel največ podpore za varuha Andraž Zidar. Pač gre za osebo, o kateri nisem ničesar slišala, ko so bile kršene pravice, pač te, o katerih smo zdaj govorili, tudi pač, ko smo se ukvarjali z Romi ali pa z izbrisanimi, ni bilo nikoli slišati nič o njemu, ter me je zelo presenetilo, da ima zdaj on največ podpore, in to pač v času, ko naj bi bila oblast, ki jo je v bistvu se lahko zahvali civilni družbi, da imajo zdaj, da so zdaj na oblasti. Ja, to bo še zanimivo videti, kaj bo šlo na glasovanju, kdaj bo,
In kdo bo šel čez? Pa Anuška mi je ravno prej povedala še tudi podatek o tem, kaj je bil pa najdaljši protest. Sem mislila, da boš tudi, sem malo zamišljala, sem mislila, da boš tudi to povedala. Tako da, a lahko še tretjo zanimivost poveva? Dejta, ja. please. Absolutno, Anuška, daj ti. absolutno. Ja, najdaljši protest, se pravi neprekinjen protest, je bil dolg 50 let, šel je pa v Avstraliji za aboriđine. 50 let. Ja, in je bil Ampak kaj se to šteje pod najdaljši? Ok, zdaj torej začnemo, ampak to moraš neprekinjeno fizično. so bili pred parlamentom. Ja. 50 let. To pa je. Kaj pa pri nas? Veste mogoče? Ne vem. Ne. Okay. Mislim, No, saj da ta je nismo pa res prišli niti impresiven. na Jaz mislim, ta jaz mislim, da ta cikl petkovih protestov zasluži v bistvu kot zelo dolg cikl protestov, tako da je tudi to en rekord, mislim, da za slovenski prostor. Nataša Posel in Anuška Podvršič, Amnesty International, najlepša vama hvala za informacije o protestih. Dodamo, kot rečeno, tale vodnik, oziroma vodnik po protestih. Kaj morate paziti, kaj treba vedeti, kakšne obrazce izpolnjevati in tako dalje. Hvala za zanimivosti, pa še kdaj, no, tako bom rekla. Lep pozdrav tudi z moje strani.